Jaz ne vem, zdaj predsednica vlade je zanikala, da je Bruselj dal še kakšen signal, ampak če gledam iz našega stališča, sem seveda prepričan, da je ta prvič, da je program bilo potrebno narediti, to tako ali tako, drugič, da je premalo poudarka, da je pa le premalo poudarka na odhodkovni strani proračuna, predvsem se fokusira na prihodkovno stran, ki se pa bojim, da tudi ne bo realizirana. Tako da, seveda iz izvedbenih detajlov, izvedbenih načrtov bo več razvidno, kaj je dobrega v tem programu, kaj pa ne. Kot rečeno, premalo poudarka je na zaščiti najnižjih slojev prebivalstva v Sloveniji, delavskega, kmečkega in tako dalje, obrtniškega prebivalstva in zaposlenih, na ustvarjanje novih delovnih mest. Preveč poudarka je pa na tej prihodkovni strani, ki pa vprašanje, kako bo realizirana. DDV, vemo iz izkušenj tudi iz drugih držav, da je trend seveda hitro pade od nekega začetne kalkulacije na prihodkovni strani, visoke se zaradi manjše potrošnje hitro zmanjša. Kaj pa nas to predsednica vlade, gospod Presečnik? Precej odločno je kar veliko krivde naprti na prejšnje vlade. Ja, to je bil pač način podaje njenega mnenja, obtožiti vse prejšnje, predvsem pa zdaj zadnjo, kar seveda ne sovpada s tem, da so ti ukrepi v glavnem povzeli večino ukrepov prejšnje vlade, je pa situacija seveda danes bistveno drugačna in je potrebno te ukrepe zagotovo z bistvenimi ukrepi nadgraditi. So to gasilski ukrepi? Ja, v tem trenutku so sicer potrebni in gasilski ukrepi in ukrepi rekonstrukcije celega sistema, če bi se po gradbeniško malo izrazil. Najprej je potrebno objekt pogasiti, potem je treba pa hitro narediti projekt rekonstrukcije, projekt obnove in obnovo zelo hitro, ampak učinkovito izvršiti in to na ta način, da bo nova stavba varna za življenje in izdelek. Torej, niste nekako zadovoljni, na kak način se ta vlada loteva nadaljevanja projektov prejšnje vlade, denimo privatizacije in podobno? No, mnogo besed je požrlo iz tiste svoje retorike, takrat, ko so bili ukrepi delani in predstavljeni v mandatu prejšnje vlade, v tem lanskem letu, ko je bil en sam napad na posamezne ukrepe, kot je sanacija bank, kot je holding in tako dalje, da sam dva najbolj kritično omenim. Torej, zdaj sicer rešitve povzema, je pa situacija, kot rečeno, zdaj mnogo hujša, vsak dan hujša in bi bili potrebno tudi drastični ukrepi, tudi na odhodkovni strani. Moja ideja je zagotovo, glede na to, da smo poslušali pred dnevi, prednji šel program v Bruselj, poslušali o idejo o kriznem davku, ki nam ga sicer vlada obljublja za 1.1. Moja ideja, ne glede na to, kaj so se sindikati dogovorili včeraj, torej vsak dogovor sindikati je zagotovo, oziroma s socialnimi partnerji je zagotovo dobrodošel in tega pozdravljamo, vendar zagotovo bo potrebno poseči v tiste najvišje razrede ali pa najvišje plače vseh v javnem sektorju, ampak resnično tiste najvišje v tem zgornjem delu. Pa ne samo v državni upravi, tudi sicer v kompletnem javnem sektorju. Tudi poslancev? Seveda, ja. Torej vse tiste najvišje. To je pa čisto moje osebno stališče, da bi bilo to potrebno storiti. Ob tem, da ponovno, da varujemo pa seveda socialni status vseh drugih v gospodarstvu, v zasebnem sektorju, tudi v javnem sektorju, vseh tistih najnižje plačenih ljudi. Gospod, se vam zdi, da je bila vlada recimo pri tem dogovoru s sindikati premila, bomo privarčevali na ta način premalo? Ja, glejte, jaz sem prepričan seveda, da je sistem tega usklajevanja in dogovarjanja težaven.
In kot rečeno, mi pozdravljamo seveda dogovor, ki je bil, zagotovo je pa premalo doseženega, oziroma bo treba na nekaterih področjih, pri tem mislim seveda tudi na zmanjševanje stroškov v vseh inštitucijah javnega sektorja, ne samo državne uprave, seveda pa začenši z ministrstvi zmanjševati stroške. Morda še ne bi bil ustavnih sprememb, niti ene nismo poslali.